O miru se pogovarjamo, o opogumljanju se pogovarjamo in mnogo se pogovarjamo o tem, da moramo odmakniti strah. Nimajo nam kaj narediti, nimamo se mi česa bati. In mi ne potrebujemo elite. Elite, mislim, to so se sam identificirali z nalepko, da so elita. V bistvu so navadni podli, lopovi, organizirana mafija, organizirani kriminalci, ki bi radi nam vcepili še več strahu, ampak mnogo izmed nas ne pustimo več se ustrahovati in se zavedamo, da nam nič ne morajo. No, in ena izmed takih stvari, ki se je včeraj dogajala, je bila otvoritev Roga, kjer je v zadnjem desetletju ali dveh nastajala ena velika umetniška umetniški prostor, ki je ime Roga tudi poslal v svet, torej ljudje, ki so tam ustvarjali in so gostili razne ljudi iz tujine, kakršenkoli ta Rog je že bil. A ne? No, ampak elita, torej mafija, je grdo prevzela pred leti ta objekt, zbrcala ven vse ljudi, ki so not ustvarjali, in ta objekt prevzela in iz tega naredila zdaj pa neki super duper prostor in včeraj so imeli otvoritev. In ta otvoritev je bila precej katastrofalna, če tako pogledamo, da v bistvu nekaj, kar je bilo od ljudi, je bilo strani elite vzeto in je zdaj od elite, ker ti ljudje, mi ljudje v teh prostorih očitno nismo več zaželjeni in kot vidimo na temle posnetku, se elita zdaj počasi boji nas, ljudi. Kdo je zdaj presran? Elita je presrana. Ja, vejo, da ne delajo prav. Delajo se neumne, kao da ne vejo, ampak očitno mora biti zelo presranim, da pokličejo policijo, ki je seveda plačana strani ljudi in davkoplačevalskega denarja, da brani elito. Več kot očitno. Mnogi že dolgo leta opozarjamo, ta policija ni na strani ljudi, je na strani elite in ščiti elito. In če tole ni dokaz, da ščiti policija elito, pol jaz ne vem, kaj rabimo še pokazati ljudem, da se oči odprejo, da nam postaja jasno, kdo s kom drži, kdo je na kateri strani. Ampak nič ne de. Ta banda skorumpirana ne more več skrivati, kdo je. Naj se pokažejo v polni luči svojega smradu, naj se razširi ta gnili smrad na vse strani, da ga nihče več ne bo mogel reči, da ga pa ne zavoha. Rekel, no, sej bomo šli pa na volitve. Kakšne volitve? Je bomo podpisali za, mislim, ta se mi zdi tudi precej nora. Pravimo, da mora elita pasti in ta sistem, po drugi strani se pa za ta sistem spet poberajo podpisi takšni in drugačni. Ja, digitalizacija nas zagotovo v prihodnosti sreča, ker je nujno potrebna, kar se mene tiče. Ta segment, da nam bodo gotovino ukinili in da je to za nas slabo, je zgolj ustrahovanje, da se mi v bistvu upremo temu, kar nas čaka. Kvantni finančni sistem z Gesarov ured in seveda kontrolo, da pranje denarja enkrat za vselej ustavimo in da vemo, kdo kam z denarjem. Ali gre denar k meni, ali gre denar za dobrobit družbe. Za vsega bo zadost, za vsega zadost. Narava nas je obdarila z vsem, nas je elita prodajala, vsak izmed nas je bil v Vatikanu prodan in vsak izmed nas je vreden kar neki denarja, zlata oziroma ima svojo vrednost. Družbica, želim vam pogumen petek, ne glede na ustrahovanje, kakšno vreme in nevšečnosti nas čakajo. Želim vam mnogo poguma, mnogo miru. Kdor rabi pomoč ali pa eno brco pri temu, dobrodošel na jutrišnji sobotni Zoom, kjer se malo probamo dodatno opogumiti pa si kaj razložiti. Sicer pa v nedeljo zjutraj, tako kot vedno, držite se, uživajte, bodite veseli in vedite, da ste ljubljeni. Čau, čau.